Ne nameravamo pozabiti vseh lepih dogodivščin, ki smo jih doživeli s prvim A-jem, tistim, ki je bil prostorski čudež na 4 kolesih. Toda spomine bomo prihranili za nedeljsko ogledovanje zbledelih slik v fotoalbumih. Zdaj smo v digitalni dobi in razred A za leto 2019 mora biti pač drugačen. Popolnoma drugačen. To pomeni športen, kupejevski. Tim našega rojaka Roberta Lešnika je tokrat pripravil avto, ki z ozkimi okni in super športno masko krasi mestne ulice. Notranjost pa je sploh takšna, da že na pogled vzbuja občutke GT superiornosti. Ideja sicer ni nova, to je skušal ponuditi že tudi prejšnji A na začetniški način. Zdajšnji, 4. A dokazuje, da se v Stuttgartu iz svojih napak učijo. To se recimo kaže pri ureditvi voznikovega delovnega prostora, ki je zdaj kljub premijskemu minimalizmu veliko enostavneje obvladljiv. Naj bo prek na dotik občutljivega stekla ali prek miške oziroma grafične tablice. Še najlažje pa je, če se s tem avtom kar pogovarjate. Hi Mercedes. How can I help you? Show me the recent destinations. Select a destination, please. Ne v slovenščini, a v angleškem ali pa tudi nemškem jeziku se boste lahko marsikaj zmenili. S tem Mercedes-Benz ponuja povsem nov način uporabe avta, se pa morate zavedati, da Mercedesov asistent hoče imeti svoj red in ne mara, če mu v zelje skače Siri ali Googlov OK. Kakega Amazona mu sploh ne omenjajte. Če ste torej naročeni na recimo Apple ali Googlov glasbeni servis, za predvajanje zaželene glasbe raje pobarajte asistenta iz Silicijeve doline, kot pa A-jevega Nemca. Asistenčni sistemi so področje, kjer je Mercedes-Benz zelo domač. Robotsko upravljanje z volanom in stopalka razred A obvlada bolje, kot to počnejo cenejši avti. A na področju vožnje je pomembno tudi to, da športna GT oblika ni samo pozerstvo. Vozniku, ki se želi peljati dinamično, bo dal zelo veliko, pri čemer pa bo vselej ostal hrbtenici prijazen, se pravi udoben. Odraz novega časa pa se kaže tudi v pogonskem sklopu. V preizkusnem A-ju smo tokrat poslušali v primerjavi z rohnečimi dizli z dna Mercedesove ponudbe veliko prijetnejši bencinski turbomotor. In ta motor s 160-člansko konjenico je lahko hiter ali pa zmeren. Vse je odvisno od vaše desne noge, tudi poraba, ki se giblje med 6 in 10 litri. Tako velik razpon je seveda posledica majhne, komaj 1,3 litrske prostornine. Ironično pa je, da svojo majhnost razkrije prav z zvokom. Pri dinamični vožnji se namreč ceneno dere. Nemci bi ga morali zakamuflirati. Pozna se, da so se večino časa ukvarjali, da je A200 pri običajni mestni vožnji električno tih.